Prejšnji teden sem pokazal, koliko kazni sem plačal na Malti, danes bom pa povedal, kako smo se dejansko imeli. Prvi dan smo si ogledali glavno mesto Valeta, kjer je zgodovina na vsakem koraku, morje imaš v bistvu na dlani in res začutiš ta baročni ulični vibe. Drugi dan smo skočili na sosednji otok Gozo, čudoviti razgledi, stare ulice, utrdba Citadela, za piko na i pa Dveira Island Sea, upam, da sem prav izgovoril. Gre za nek skriti biser otoka, modra laguna med skalami in tudi takole z mehkim čolnom te lahko zapeljajo čez, prava mini avantura za 5 evrov. Kasneje smo šli tam v okolici še čofa in ujeli sončni zahod. Na poti nazaj pa smo naleteli na tradicionalni dogodek v eni vasi, kjer v bistvu vse vasi na otoku nekako med sezono tekmujejo, kdo bo naredil najboljši festival. Tretji dan smo šli na tržnico v Marsa X Loku, upam, da sem prav izgovoril. Zatem smo šli na tale naravni bazen Svetega Petra, ki je idealen za skoke v vode in kopanje. Minus tega bazena pa je to, da je precej turistično, ampak vse je fenomenalno. No? Srečali smo tudi lokalno zvezdo šova, gospoda s kužkom, ki je v bistvu med turisti prava atrakcija. Vsi ga objavljajo na TikToku, ploskajo mu, se slikajo in tako naprej. Četrti dan smo preživeli na katamaranu, obiskali smo nekaj res čudovitih plaž, skakali v morje, se spuščali po toboganu. Sončni zahod pa smo dočekali s koktejlom v roki v turkizni vodi Blue Lagoon. Zadnji dan smo se potepali po mestu Medina, gre za tiho srednjeveško mesto Silent City, ki te popelje v preteklost. Nadalje smo si ogledali tudi Popeye Village in večer zaključili na domači plaži blizu apartmaja.